Pozdravljeni na Ringelspielu, novem večerovem podkastu. Prva se bo z nami zavrtela legenda slovenske košarke Peter Vilfan, član zlate jugoslovanske košarkarske reprezentance, športni trener, bivši poslanec in tudi trener, o katerem so nedavno posneli tudi dokumentarni film. Ringelspiel. Zavrtite se z Jasmino Cehnar v večerovem podkastu. Gospod Vilfan, dobrodošli. Hvala in lep pozdrav. Vaša športna kariera je bila tako bogata, vaše življenje pa tako razgibano, da sem v bistvu imela težavo se odločiti, kje začeti z vprašanji. Ampak dajva začeti kar na začetku, tu v Mariboru, kjer so vaše korenine in vaši košarkarski začetki. Kaj vas sploh še veže na Maribor? Na Maribor me veže prvič to, da moja mama še vedno živi v Mariboru, da je tu tudi moja sestra. Vežejo me pa predvsem seveda čudoviti spomini na tisto mojo mladost, na vse tisto, kar se je na nek način, o čemer ste govorili v tem uvodu, kar se je pravzaprav začelo tukaj v Mariboru. Bolj kot Mariborčana slišim, da se čutite vrsto let že Belokranjčana. Kako to? Ja, pravijo nekateri, ne, da si od tam, odkoder je tvoja žena, ne, ampak dobro, moj tast je iz Bele krajine. Res je, veliko hodimo v Belo krajino. Imamo še en poseben razlog, zaradi katerega smo veliko tam, to sta moja vnuka, ki tam pač na nek način uživata, zelo dobro se počutita, rada gresta tja in zato seveda nas pot zapelje veliko večkrat v Belo krajino, kot pa v zadnjem času v Maribor. Kakšni so Belokranjčani? Kaj je zdaj tista identiteta nova, ki ste jo prevzeli? Belokranjčani so super ljudje, to moram reči. To sem spoznal že pred 46 leti. Namreč mi dva z ženo sva poročena, oziroma letos bova poročena 46 let, spoznala sva še eno leto prej, torej 47 let sva že skupaj. So zelo odprti ljudje, so zelo prijazni ljudje, ljudje, ki pravzaprav živijo neko svoje življenje in se ne ukvarjajo toliko z ostalimi, z okolico, z svetom. Še vedno živijo na nek način takole preprosto, sproščeno, rekel bi iz dneva v dan in se ne dajo enostavno vreči s tira, no? In to je nekaj, kar meni odgovarja. Če se vrneva v Maribor, verjetno ste se kaj sprehodili po prenovljenem mestu. Kakšen se vam zdi? Mislim, Maribor se razvija, seveda, tako kot se vsa mesta razvijajo, ne samo v Sloveniji, ampak tudi drugod. Jaz, ko pridem v Maribor, grem vedno na tista mesta, kjer sem jaz bil, ne? Grem pogledati, obiskati tista mesta, ta še vedno obstaja, so na nek način malo spremenjena, drugačna, nekaterih tudi ni več, ne? So enostavno zginila, recimo tako kot tista košarkarska igrišča, na katerih sem jaz začel železničarskega košarkarskega kluba Žihakaja. Maribor, tistih igrišč ni več, so premaknjeni na neko drugo lokacijo in tako je tudi z nekaterimi drugimi stvarmi. Ampak v glavi, v spominu je seveda še vedno tisti moj Maribor in jaz ga kot takega tudi še vedno vidim. Kakšen je ta Maribor? Ta Maribor je bil, kaj ne rečem, zanimiv, lep, poseben. Mi smo takrat, jaz ne vem, kako je zdaj v Mariboru, ampak mi smo se čutili nekako posebej Mariborčane, ne? Mi, ko smo šli v Ljubljano na tekmo, recimo, to je en primer. Jaz vedno rečem, to je včasih bilo tako, kot da bi šli na fronto. Mi gremo v Ljubljano, mi gremo zdaj tja pokazati, da smo mi tudi dobri, da tudi mi znamo, da tudi mi zmoremo. Meni je Maribor bil pač všeč, nenazadnje sem tu živel v svojih prvih 18 let in tako kot sem rekel, ne, tisti spomini iz mladosti so vedno tisti najlepši. Mesto, vse kar se izgleda tiče, cveti, kar pa ne moremo reči za mariborsko košarko. Zdaj Branik se trudi prebiti v drugo ligo, o prvi lahko le sanja. V bistvu, medtem ko nekateri drugi štajerski klubi pa vseeno uspevajo v prvi ligi. Kaj je problem mariborske košarke? Najprej bi rekel tole, ne. Problem mariborske košarke ni samo mariborski problem, ampak je tudi problem slovenske košarke, ne, ker je prava tragedija pravzaprav, da ta ogromen bazen Maribora in okolice Maribora seveda že leta in leta, desetletja praktično nima vrhunske košarke. Težko je zdaj našteti vse razloge, zakaj se to dogaja. Bilo je tu veliko združevanja, razdruževanja klubov. Meni se zdi, da se je zgodilo nekaj, namreč ni več tistega
skoraj da pravega mariborskega kluba. Začeli so se izgubljati ta domicil, recimo ŽKK Maribora je sicer v neki drugi obliki, ampak ni več takšen, kot je bil. Branik obstaja, ampak tudi ni več čisto takšen, kot je bil. Ne. Začeli so se pojavljati klubi v Mariboru, okolici Maribora, vsi so hoteli prevzeti to identiteto, vsi so hoteli postati tisti nosilec košarke v Mariboru, pa nobenemu dejansko ni uspelo. In to je nekaj, kar si jaz silno želim, da bi se v Mariboru seveda spremenilo, da bi Maribor postal spet center, eden od centrov košarke v Sloveniji, ker če pogledamo v zgodovino, vidimo, koliko igralcev iz Maribora, tistih res pravih, vrhunskih, tistih, ki so bili nosilci seveda in slovenske košarke in slovenske reprezentance in še marsičesa drugega. Vaš železničar je lani spet začel nekaj migati, mislim, ima sploh pogoje, osnove, da bo lahko zopet na pot uspeha? Začeli so delati, bil sem tudi lani na tej eni obletnici, smo se zbrali, seveda tudi številni iz moje generacije, celo nekateri pred tisto mojo generacijo. Videl sem, da se dela, trudijo se, seveda pa je treba zdaj to praktično vse na novo postaviti, celotno organizacijo, vedno se začne seveda z mladimi, z najmlajšimi, tu se dela dobro in če se bo tako nadaljevalo, če bodo uspeli, če bodo pogoji, če bo seveda igrišča, dvorana, tudi denar, jasno, brez tega ne gre, potem verjamem, da se ta zgodba lahko spet postavi nazaj na noge. Okay, ker smo na Ringelšpilu, preskočiva zdaj višjo predstavo na drugo temo. Kakšne so možnosti slovenske reprezentance na prihajajočih kvalifikacijah za olimpijske igre? Možnosti absolutno so, ne? Zato ker moramo gledati takole. Ekipa, katerakoli na svetu, ki ima Luko Dončića, je ekipa, ki lahko doseže marsikaj, ne? Morda celo poseže po vrhu. Je pa res, da bo ta kvalifikacijski turnir izjemno težek. Ne? Prvič igra se v Grčiji, Grki so domačini, favoriti s svojimi najboljšimi igralci bodo nastopili tudi Antetokounmpo in ostali. Potem so tu Hrvati, ki bodo po dolgih letih sestavili očitno zelo dobro reprezentanco. Izjemno bodo motivirani, njihova košarka je, ne bom rekel, propadla, ampak bila v zadnjih letih na najnižji ravni v zadnjih nekaj desetletjih. Imajo pa tudi zelo dobro ekipo, tudi celo kupico NBA igralcev. Tako da naši se bodo morali res dobro pripraviti na ta turnir. Luka bo moral biti v tisti svoji najboljši formi in ko je Luka takšen, potem je seveda vse možno. V bistvu, kaj pa potem, če se recimo uspe slovenski reprezentanci prebiti v Pariz, kakšne so pa njihove možnosti tam? No, vse to je situacija zelo podobna kot pred prejšnjimi olimpijskimi igrami v Tokiu, ne. Tudi takrat smo morali preko izjemno težkega kvalifikacijskega turnirja v Kaunasu. Takrat smo v finalu premagali Litvo, ki je bila izraziti favorit, pa smo odigrali fenomenalen turnir in potem na olimpijskih igrah za las zgrešili seveda medaljo. Olimpijske igre so specifične, kar se tiče košarke. Samo 12 ekip nastopa, tu so predstavniki vseh kontinentov, tako da dejansko je na olimpijskih igrah, jaz bi rekel, maksimalno 5 ekip, morda še 6, ki dejansko lahko konkurirajo za medalje. In z malo sreče, z 1-2 dobrima tekmama v pravem trenutku, v pravem času si zelo hitro lahko tudi v borbi za medalje. Tako da jaz verjamem, če se uvrstimo, da tam ne bomo niti slučajno samo udeleženci, ampak da bo zgodba zelo podobna tisti iz Tokija. Ampak imamo vse pogoje zdaj za to, tudi glede trenerske ekipe. Zdaj smo slišali, da se bo njej pridružil pomočnik trenera Dončićevega Dallasa, Sean Sweeney. Kaj bo po vaše prinesel on na mizo? Je lahko neki X-faktor? Ne, jaz ne verjamem, da bi to lahko bistveno vplivalo na igro slovenske reprezentance. Seveda bo lahko prinesel kakšen podrobnost, kak detajl, ki ga bo lahko svetoval selektorju slovenske reprezentance. Vsaka pomoč je seveda dobra. Jaz mislim, da je Sweeney bolj tu zaradi Luke, da imajo Luko nekoliko pod kontrolo, da vidijo, kako trenira, kako gre z vsemi ostalimi stvarmi. Moramo vedeti, Luka je igralec, ki je vreden $100 milijonov, ne, in na take igralca seveda še kako paziš. In mislim, da je to njegova glavna naloga tukaj v slovenski reprezentanci. Kar se tiče strokovnega štaba, tu nekih sprememb ni. Je pa dejstvo, da igra slovenske reprezentance sloni praktično na tem, kako bo igral Luka. Ne. A je Luka razpoložen, a je v formi, a je zdrav, in tako naprej. Jaz sicer pogrešam v igri naše reprezentance še eno, recimo temu varianto B, za primer,
ko Luka iz kakršnega koli razloga ne more biti takšen, kot ga vsi pričakujemo in kot ponavadi je, da takrat seveda lahko ekipa kljub temu odigra dobro tekmo in tudi kakšno tekmo dobi. To je tisto, kar sem pogrešal v zadnjih letih. Upam, no, morda se bo to zgodilo že na teh kvalifikacijah in potem tudi na olimpijskih igrah. Pa se dotaknimo še malo našega fenomena Luke Dončića. Ne bom spraševala, kje je njegova meja, ampak hipotetično, če bi se vi pomerili z njim 1-1, ko ste bili na vrhuncu svojih moči, kdo bi zmagal? Jaz nikoli nobenemu nisem priznal, da bi me lahko premagal. Jaz še Jordanu tega ne bi priznal v tistem času, pa sem igral tudi proti Jordanu z jugoslovansko reprezentanco. Na tekmi v Zadru sem jaz dal celo 28, tot Jordan samo 15. Kar se tiče Luke, gledajte, te primerjave so izjemno težke, skoraj da nemogoče. Luko premagati v igri 1-1 bi bilo zelo težko, to moram priznati. Luka je tudi telesno izjemno močan, obvlada pravzaprav vse košarkarske elemente. Ne bom napovedoval, no, ampak se pravi, jaz sem bil po karakteru zelo podoben njemu. Nisem dosegel, oziroma sem dosegel določene uspehe, nikoli nisem prišel do lige NBA in verjamem, jaz mislim celo, da se ta dvoboj ne bi končal. Še mogoče kakšne sporednice, ko ga tako spremljate med vami in njim? Ja, jaz bi lahko rekel, da sem igral zelo podobno košarko, no, kot igra Luka. Meni mnogi pravijo, že moji trenerji v tistem času so govorili, da sem se rodil veliko prezgodaj. Da način košarke, ki sem ga jaz igral, je bil pred tistim časom, v katerem smo bili. Jaz sem podobno kot Luka igral seveda za ekipo, zase in seveda igral sem tudi za publiko. Jaz sem vedno, če se je le dalo, naredil potezo več, potezo, ki je navdušila seveda tudi gledalce. S tem trenerji sicer vedno niso bili zadovoljni, še posebej v tistem času. Danes je drugače. Danes trenerji, ko Luka naredi eno vragolijo, ko naredi nekaj, kar nihče niti v sanjah ni pomislil, da bi lahko naredil, so tudi trenerji navdušeni. Dojemanje seveda košarkarske igre, še posebej v Ameriki, je popolnoma drugačno, kot je bilo nekoč in kot je še vedno danes v Evropi. Vi ste pa jih dobili po prstih, ne? Jaz sem pa dobil po prstih, pa po ušesih dostikrat. Kako pa je na vašo kariero vplivalo to, da ste se že zelo zgodaj zavezali družinskemu življenju, ker tu je še ena sporednica med vami in Luko. Luka tudi potem recimo pred vsako tekmo napiše ime svoje hčerke na copate. Vi ste imeli kakšne podobne rituale v zvezi z družino? Jaz mislim, da je to zelo pomembno. Jaz mislim, da za enega vrhunskega športnika, seveda ni za to recept za vse, ampak jaz mislim, da je zelo pomembno, da imaš urejeno družinsko življenje, da imaš partnerja, partnerko, ki te razume, na katero se lahko zaneseš v vsakem trenutku. Recimo jaz, če opišem moj odnos z mojo ženo, 46 let bova poročena zdaj. Ko sem jaz igral, je ona točno vedela po vsaki tekmi, v kakšnem stanju sem, v kakšnem razpoloženju sem. Nama dvema je bilo včasih dovolj, da sva se enostavno usedla, pa sva si natočila pijačo in sva bila 20 minut ali pa pol ure tiho. Ampak sva bila oba zadovoljna. Ni bila zdaj ona jezna, ker se meni v tistem trenutku ni dalo pogovarjati, ampak je to razumela. In vidim Luko, da ima podoben odnos s svojo partnerko. Očitno se zelo dobro razumeta. To je tudi vidno iz vseh njegovih teh potez, tudi teh, kot ste omenili. Predtem, tudi ko ga vidim, srečujem se z njim, recimo lani sem ga videl nekajkrat, velikokrat smo bili v Tivoliju skupaj, ko je individualno treniral. On bo vedno v vsakem trenutku seveda se bo spomnil tudi na njo, ne bo nikoli pozabil. In jaz mislim, da je to za njega, sploh, ker je v Ameriki, ker je tako velik globalni svetovni zvezdnik, kjer te čakajo seveda številne nevarnosti, da je to izjemno dobro, da on po vsaki tekmi ali pa po potovanju, turneji, kakorkoli gre domov in se tam počuti dobro in varno. Tudi vi ste imeli možnost igrati čez lužo. Ste kdaj obžalovali, da je niste izkoristili? Jaz sem imel možnost igrati na univerzitetno košarko. V tistem času Američani niso pravzaprav na nek način priznavali, da bi lahko kak košarkar iz Evrope, tudi iz bivše Jugoslavije, ki je bila svetovna velesila košarkarska, ali pa Sovjetske zveze, Španije in tako naprej,
igral brez, da bi bil na univerzi, brez, da bi dal skozi to univerzitetno košarko v ligi NBA. Jaz sem igral 10 let zapored z jugoslovansko reprezentanco na teh turnejah. Igrali smo proti najboljšim univerzam. Igral sem proti Jordanu, Charlesu Barkleyju, Larryju Birdu, Magicu Johnsonu in tako naprej. Mi smo popolnoma enakovredno igrali z njimi. Jaz sem bil belec pri 190 cm, ki sem zabijal naprej in nazaj, preko tistih njihovih centrov in vse. Meni so gledalci neštetokrat govorili, pa ti bi moral v NBA, ti moraš v NBA, ampak ni bilo takrat tiste direktne poti v NBA. Na univerzo pa nisem želel. Ko sem bil star 18 let, v 19. sem odšel v Split. Split je bil jugoslovanski državni prvak, Jugoplastika, igral je tole Ligo prvakov, torej kot je zdaj Euroliga. Dobil sem takoj priložnost, bil sem takoj ključni igralec te ekipe in seveda takrat se enostavno nisem mogel odločiti za pot v Ameriko. Prej ste našteli v bistvu eno celo serijo odličnih košarkašev. Kateri pa je za vas najboljši vseh časov? Za mene tu ni nobenega dvoma, Michael Jordan. Absolutno. Čeprav se jih najde veliko, ki trdijo drugače, pa pravijo, da bi to moral biti LeBron James, pa Kobe Bryant in tako naprej. Ne, jaz mislim, da je Jordan absolutno brez konkurence. Jaz si povem samo eno stvar, ne pustimo zdaj tistih 6 naslovov NBA prvaka, pa da je bil redno najboljši strelec lige. Njemu so v eni sezoni očitali, da ne igra obrambe, tako kot na nek način so očitali tudi Luki. Michael Jordan je bil naslednje leto proglašen za najboljšega obrambnega igralca in bil je najboljši strelec lige. Edini do sedaj v zgodovini. Ker jaz vedno trdim, odličen napadalec, vrhunski napadalec je z lahkoto tudi dober obrambni igralec, samo če to želi in hoče. In Luka to zdaj recimo že dokazuje. Je pa razlika med Luko in Jordanom v teh telesnih sposobnostih. Jordan je bil atlet neverjeten. Mi uporabim ta izraz Bogom dan in on je imel take sposobnosti, ki jih pred njim in za njim skoraj da ni imel noben igralec. Luka je drugačne konstitucije, drugačna je njegova igra in za mene ostaja Jordan, čakam pa, da bo takoj za njim Luka. Bo lahko on mogoče dobil naziv MVP-ja? Jaz bi mu ga za letošnjo sezono zagotovo dodelil. Luka si ga je letos zaslužil. Glavni konkurent mu je Nikola Jokić. Jokić je dal pred kratkim, pred nekaj dnevi je dal izjavo, ko so ga vprašali za MVP-ja, je rekel, Luka bi si zagotovo zaslužil. Zaslužil bi se zato, ker je Luka prvi strelec in bo očitno prvi strelec letošnje sezone, je drugi podajalec, Dallas igra zdaj v zadnjem času fenomenalno, zdaj gredo že proti 50 zmagam in zdaj tistega razloga, češ da Dallas pa ne igra, ne dosega dobre rezultate, ni več. Ampak zanimivo je, da predvsem novinarji, ki o tem odločajo, Luko nikakor zaenkrat še nočejo priznati kot najboljšega. Ampak tudi, če ne bojo letos, bodo to v eni od naslednjih sezon zagotovo morali narediti. Zakaj jim gre toliko v nos? Ja, veliko je tu dejavnikov. Morate vedeti, da Američani imajo en problem. Oni že leta in leta nimajo najboljšega igralca, MVP-ja. To je bil Jokić dvakrat, Antetokounmpo je bil, potem je zdaj tu Luka. To je cela kopica igralcev, ki so neameričani. In zdaj med prvimi 10 mislim, da sta 2 ali 3 Američani samo. In to je ena bolečina, ki jo oni doživljajo. Če se vrnem nazaj na moje čase, takrat, ko smo mi šli igrati v Ameriko, smo šli tja toliko, da se nismo priklonili, ker smo lahko z njimi igrali, čeprav mi nismo tako razmišljali. In dejansko imajo ta problem. In jaz mislim, da eden od razlogov je tudi ta. Kaj pa prvak z Dallasom lahko postane? Mislim, da Luka mora postati prvak z Dallasom, ker če se to ne bo zgodilo jaz bi rekel takole, v naslednjih 2 do 3 letih, težko, da bo Luka do konca ostal v Dallasu, ker on je tip igralca in človeka, ki seveda želi zmagovati, ki želi osvajati naslove in on nikoli ne bo tudi sam menil, da je njegova kariera popolna, če ne bo imel tudi vsaj enega prstana. Zdaj, to lahko naredijo že v letošnji sezoni, težko rečem. Igrajo sjajno, ampak potem seveda končnica, play-off, to je nekaj povsem drugega. Verjamem, da lahko pridejo daleč, morda celo do finala Zahoda, potem je sicer vse možno. Ampak če ostane ta ekipa skupaj, in to očitno kaže, da bo, če bo ta kemija, ki jo zdaj imajo, to sodelovanje, ki obstaja
med njimi, predvsem med njim in pa Irvingom in seveda potem se avtomatično priključijo še ostali igralci, potem bodo v naslednji sezoni ali pa vse naslednji zagotovo eni glavnih favoritov tudi za naslov. Jaz verjamem, no, da ga bo Luka prej ali slej osvojil. Spet malo preskočiva na v bistvu že omenjen dokumentarec, ki je na nek način tudi homaž jugoslovanski košarki, za katero se recimo ki mladi generaciji dajo pogled, kakšen fenomen je bila jugoslovanska košarka. Danes se mi zdi, da kar nekako malo pozabljamo na to ali pa... Dobro, seveda, to je neka zgodovina. Morate vedeti, da mi smo igrali v času, ko ni bilo digitalizacije. Ne? Malo je ohranjenih pravzaprav tistih pravih posnetkov tekem iz tistih časov. Ne? Danes je vse ohranjeno, danes ima vsak posameznik lahko posnete vse tekme iz celega sveta, vse se spremlja, vse se gleda. Prihajajo nove, mlajše generacije, imajo nove idole, gledajo seveda Luko, gledajo vse te igralce in dejansko se to malo pozablja. Ne? In jaz sem vedno trdil, da bi morali in v Sloveniji, sploh pa v Sloveniji, čim več takih in podobnih filmov posnet. Športniki, ki so igrali v nekem drugem času, ki so še živi, ki so še sposobni kaj povedati, ki so sposobni se spomniti, kaj se je takrat dogajalo, zato seveda, da bo ta spomin ostal, ne? Da bodo tudi te generacije videle, da se košarka ni začela včeraj, ne? Da se ni začela ne z Luko, ne vem s katerim igralcem, ampak da se je v tistem času igrala vrhunska svetovna košarka. Kako pa ste gledali ta dokumentarec in izjave vaših bivših soigralcev, bivših trenerjev, ki so vas po eni strani opisovali s presežniki, po drugi pa rekli tudi, da imate velik ego, da z vami ni bilo vedno lahko, da ste, če citiram Zmaga Sagadina, navduševali gledalce, malo manj pa trenerje? Ja, gledajte, vse prav, ne? Vse prav, da so različna mnenja. Jaz, ko mi je Krajnski je delal tale film, povedal, da bo, jaz niti enkrat nisem z njim govoril o tem, kaj naj bo v filmu, kaj naj ne bi bilo, kako bo izgledal in vse. Tudi videl ga nisem, preden je bil seveda objavljen na televiziji Slovenija, zato ker sem rekel, naj bo to film, ki bo realen, naj ljudje povejo tisto, kar si mislijo, ker je tako prav. Ne? Če bi mene vsi imeli radi, bi bilo nekaj narobe. Jaz mislim, da bi bilo nekaj zelo narobe. Ni človeka na svetu, ki bi ga vsi imeli radi, ki bi se vsi z njim razumeli. Jaz sem imel različne soigralce, z nekaterimi sem super sodeloval, z nekaterimi nisem super sodeloval. Imel sem trenerje, in to moram povedati, predvsem trenerje z prostora nekdanje Jugoslavije. Ne? Če gledate tudi tale film, vsi trenerji niso niti bile vsi, veliko jih je že umrlo, nažalost. Nihče od njih nikoli v vseh teh letih ni v nobeni izjavi in nikoli rekel, da je imel kakršnokoli težavo s Petrom Vilfanom. Slovenski trenerji, jih je pa veliko, ki bodo pa prvo stvar povedali, da sem bil težek, da sem bil tak karakter, da ni bilo lahko z mano delati, da sem, ne vem, igral za gledalce, to sem že danes omenil enkrat, ne, da je to šlo trenerjem takrat na živce in podobno. Lejte, jaz sem bil takšen kot sem. Ko gledam nazaj, nič se ne bi spremenil v ničemer. Morda bi sprejel kakšno drugačno odločitev. Ampak pri tem je treba vedeti, jaz sem od 6. leta naprej živel sam z mamo. Jaz sem vse odločitve moral sprejemati sam. Jaz sem se moral z Jugoplastiko, z njihovim vodstvom, z 8 ljudmi, ki so tam prišli, pogovarjati o tem, da bom prestopil v Jugoplastiko, pogovarjati o pogojih. Pa meni je bilo nerodno povedati, kaj bi jaz pravzaprav želel imeti za to, da pridem k njim igrati. Če bi jaz imel menedžerja, če bi jaz imel očeta, če bi jaz imel brata, prijatelje in tako naprej, ki bi me peljali skozi to kariero, bi mogoče bilo marsikaj drugače. Ampak še enkrat, nič ne obžalujem, ničesar. Torej, ti težki začetki, ta vaša, da ste bili prisiljeni v samostojnost, to je v bistvu tudi potem prineslo k tej vaši samozavesti, ne? Ja, absolutno. Glejte, jaz ko sva sama z mamo ostala, ko sem jaz bil star 6 let, moram povedati, moj oče, jaz ga nikoli več nisem videl. Ne? Moj oče nikoli več mene ni poklical, prišel do mene, pa je živel v Celju. Ne? Nazadnje sem ga videl na pogrebu svoje babice, mamika sem jaz pravil, z mamo sva sama tja prišla, najdva so čisto izločili iz te družine njihove. Jaz sva povsem sama ostala. Spomnim se, da sva iz Betnavske tam šla peš na pobrežje na pokopališče, stala tam ob strani, mama moja me je poslala, da izrečem jaz pač očetu svojemu sožalje. Jaz sem šel do njega, star 7,
8 let, sem mu dal roko, on mi je dal roko in gledal preko mene, tudi pogledal mi ni. In to je bilo moje zadnje srečanje z mojim očetom. In jaz sem se vedno celo življenje boril, ne. Vedno sem iskal nekaj, v čemer bom pa jaz lahko dober, v čemer bom uspel. In ko je prišel tisti prvi trening, ne, to je bilo, ko smo igrali košarko na igriščih druge gimnazije, ko je prišel ta Frelih Velibor Borči, 94 je že star, še vedno seveda spremlja košarko in vse, tudi z njim se bom danes verjetno videl še. In me je na nek način prisilil, da sem prišel na tisti prvi trening. Sem jaz, ko sem odhajal domov zvečer, pozno, to je bilo okoli 8:30, mislim, da je bil trening, jaz sem hodil kot zasanjan. Za mene se je takrat svet spremenil, za mene se je življenje takrat začelo. Jaz sem v tistem trenutku vedel, da je to. In da mene nič ne bo več na tem svetu zaustavilo, da ne bi v tem uspel. Ovire so bile na tej poti, seveda, jaz zdaj priznam pri teh letih, da sem včasih mislil, da se mi v neki stvari dela krivica, pa se mi dejansko ni. Ampak ko ti živiš tako otroštvo, ko se tako boriš, prebijaš, pač včasih ne znaš realno oceniti, kaj je in kaj ni. V košarki ste našli torej tisto zunanjo potrditev, ki ste jo mogoče pogrešali od strani očeta, ne? Absolutno, tako je. Vsak otrok seveda potrebuje tudi potrditev, pohvalo, podporo, potrebuje, da te nekdo v nekem trenutku seveda tudi zaščiti, ne? Da veš, da nekdo za tabo stoji, ne? In jaz sem to našel v košarki. Ne? Jaz sem vedel, ne samo, da bom igral košarko, jaz sem vedel v tistem trenutku, da bo košarka moje življenje, da bom od košarke živel, ne nazadnje. In potem od tistega večera sem dejansko imel samo en cilj, evo, in zdaj je minilo že toliko let. Jaz še vedno, veste, pri teh letih, še vedno razmišljam o košarki, jaz še vedno sanjam. Jaz še vedno sanjam. Sanje so ključ vsega. Jaz to otrokom v moji košarkarski šoli vedno govorim. Ko pridete na trening ali pa na tekmo, morate biti zadovoljni, nasmejani in ko greste iz treninga ali pa tekme, mora biti enako. Ko pa pridete domov, pa sanjajte. Sanjajte, ne samo v košarki, sanjajte vsem, ne. Sanje so nekaj, kar ti daje neko moč. Meni so vsaj dajale, no. Torej samo o košarki sanjate ali še o čem drugem? Tudi o čem drugem, ampak v tistih letih, ko sem kot otrok, vam povem, da sem zaspal s košarko, sanjal košarko in ko sem se zbudil, ponovadi sem imel žogo, sem imel kar v posli, sem imel žogo zraven. Jaz sem zjutraj, ko sem se zbudil, vstal in sem jo že na prstu vrtel. Ampak jaz sem bil posebno drugačen. Danes so stvari drugačne, danes imajo otroci ogromno stvari, s katerimi se lahko ukvarjajo, ogromno izzivov takih in drugačnih. Kako je na vašo osebnost vplival Maribor, to delovsko okolje, tudi na kak način, poleg tega, kar je pač bilo v primarni družini? Mi smo bili seveda iz desnega brega, iz Tabora, ne? Mi smo bili železničarski košarkarski klub. Mi smo bili, tako kot ste rekli, v bistvu delavski klub na nek način, ne? Mi smo, naši starši so bili, tudi večine mojih soigralcev, moram reči, ki niso bili neki bajno in strašno dobro situirani finančno in drugače, ampak smo pa se znali boriti, delati po domače povedano, ne. Mi smo že takrat imeli en motiv, ko smo šli igrati na Branik, ne. Mi smo rekli iz Tabora, ko smo šli, da gremo v mesto. Mi nismo rekli, da gremo v center, ampak danes gremo pa v mesto, ker smo šli čez Dravo in smo prišli v mesto, ne. In prvi motiv naš je bil, ko gremo na Branik, ko bomo igrali z Branikom, jih moramo premagati. Ker mi moramo njim pokazati, da mi tudi, ne, znamo in zmoremo. To je nekaj podobnega, kar se je pol nadaljevalo, ko smo šli prvič v Ljubljano, pa smo igrali z Olimpijo in tako naprej, ne. Mislim, da to okolje, ki je takole na prvi pogled ni izgledalo ravno stimulativno, ne, ampak po drugi strani nam je pa dalo to voljo, to željo, to borbenost, enostavno to nepopustljivost, ki veliko pomeni v življenju. Zdaj tudi ob tem dokumentarcu, če se spet nanesem na njega, sem opazila, da ste bili v primerjavi z danes, vsaj v izjavah za medije, nekoliko bolj zadržani, tako introvertirani ste delovali. Danes niste več taki, ne? Danes ste kar vabite k vprašanjem, k pogovoru. Zdaj ne vem, ali se je spremenilo to medijsko okolje, ali pa ste se tudi vi skozi leta kaj spremenili? Ne, absolutno sem se spreminjal skozi leta. Pridobivaš na samozavesti. Saj nastop, javni nastop je seveda stvar tudi samozavesti, ne. Moram reči, da jaz, ko sem prišel prvič v jugoslovansko reprezentanco, sem začel marsikaj spoznavati. Ti moji soigralci, to so bili vrhunski igralci.
vrhunski ljudje, izjemno samozavestni, prepotentni na nek način, v tistem pozitivnem smislu. In jaz sem se zelo hitro navzel vsega tega od njih. Jaz sem bil prva leta v jugoslovanski reprezentanci v glavnem tiho in sem poslušal in sem se učil. To jaz vedno priznam in povem. In potem je prišla še ta Amerika. Ko sem šel prvič v Ameriko, smo mi tam trenirali, igrali tekme in po noči gledali televizijo. Ker bilo je 50 ali pa 100 programov, ogromno športnih, tega takrat v Jugoslaviji ni bilo. In jaz sem takrat prvič videl, da športne prenose opravljajo bivši športniki. Večina sicer kot so komentatorji, strokovni in podobno, kakšen je bil tudi samostojni komentator. In verjeli ali ne, ko sem jaz bil prvič tam za 17 leti, sem jaz spet doživel eno tako, kako bi rekel, presvetljenje. Jaz sem v tistem trenutku bil prepričan, da bom jaz to tudi nekega dne počel. To pa je to, kar bom pa delal, ko ne bom več igral košarke. In dejansko mi je bil potem to en cilj, ki se mi je na srečo tudi uresničil. Torej, ta komentatorska vloga vas je to me je popolnoma prevzelo. zmehčala. Ja, tam je, mislim, komentatorska vloga, veste, mogoče sem imel v prvem letu težavo, sem gledal kakšno tekmo, in se mi je zdelo, da igrajo slabo, da ne znajo, da ne zmorejo, pa kako tega ne zmorejo, pa kako ni zdaj podal, pa kako ni tega zadev. Pa sem ugotovil seveda, da moram malo spustiti in svoje pričakovanje in razmišljanje, seveda se moram prilagoditi temu, kar se dogaja tam na igrišču, da moram začeti tudi njih razumeti. In dejansko sem zelo hitro se uspel temu prilagoditi in potem sem jaz in do konca svojega komentiranja, upam, da še ni konec, zaenkrat sicer 2 leti že ne delam nič, ampak jaz sem dejansko komentiranje doživljal kot prej igranje. Jaz sem dejansko igral skupaj z ekipo. Jaz sem, povem včasih, da sem v nekaterih prenosih bi bil sposoben za 2 napada naprej napovedati, kaj se bo zgodilo, pa sem rekel, da ne bom tega rekel, ker kaj pa, če se ne bo, recimo. Ampak hočem povedati, tako sem jaz to doživljal, to komentiranje. Nekdo je tudi rekel, da ste bili v komentarjih bolj strogi do igralcev, kot pa do sebe v svojih igralskih časih. Ja, mogoče seveda, ampak vedno pa odgovorim na to, da nikoli nisem bil, znal sem tudi biti kritičen, absolutno. Veste, poznam, v kakšnih pogojih danes ti fantje igrajo košarko. Ne samo, da so pogoji izboljšani, od opreme, prehrane, regeneracije in vsega ostalega, kar jim je na voljo, tudi finančno. Mi se ne moramo primerjati, mi smo bili dejansko smešni, da rečem, naši zaslužki pa niso bili slabi, daleč od tega, ampak proti temu, kar danes zasluži en povprečen igralec, smo bili malčki. In seveda, ko izhajaš iz tega, imaš na nek način pravico tudi malo več zahtevati od njih. Ampak naj ponovim, bil sem kritičen, nikoli pa kritizerski. In da to drži, mi potrjuje tudi to, da danes, ko srečujem vse te igralce, katerih tekme sem komentiral, vključno z reprezentanco Slovenije, klubske in tako naprej, vsi pridejo do mene, vsi pridejo s spoštovanjem, vsi so bili več kot zadovoljni s temi mojimi komentarji, tudi če sem kdaj do koga bil malo kritičen. Vrhunec pa je verjetno bilo evropsko. Ja, 2017 je bil pa nikaj, se tu nikaj dodati, to je bilo pa 20 oziroma 22 dni, kolikor je trajalo vse skupaj za nas. Najprej smo šli na Finsko, v Helsinke, tam se je vse skupaj začelo, se je takole lepo stopnjevalo kot v nekem hollywoodskem filmu in potem je prišel ta Istanbul s temi slovenskimi navijači, s temi tisoči in tisoči navijačev, ki so prišli tja v Istanbul. Pa seveda z tem, da je cela Slovenija dejansko ne samo spremljala, ampak živela seveda s tem dogodkom. To je definitivno vrhunec moje komentatorske kariere, ki ga dajem lahko ob bok tudi tistemu svetovnem prvenstvu in zlati medalji v Manili. Pač eno področje je igranje, drugo je bilo to komentiranje. Kdaj vas bomo spet lahko slišali? Ne vem, če sploh. Zanimiva situacija. Po tistem evropskem prvenstvu 2023 v Nemčiji, ko sem 5 let smo sodelovali s Pop TV-jem oziroma A-kanalom, Pop TV je imel pravice, seveda tudi prenosov. Jaz sem celo bil prepričan, da imamo še svetovno prvenstvo in tudi naprej te pravice, ampak potem sem ugotovil, da ne. Na Pop TV-ju niso več pokazali nekega pravega interesa za nakup sploh teh pravic, tako da se je moja pogodba tudi iztekla, zaključili smo to sodelovanje. Iskreno pričakoval sem morda, da se bo kdo javil, glede na to, da imamo ogromno zdaj teh športnih televizij, ogromno košarke je od NBA, pa Eurolige, pa Eurokupa, pa domačega prvenstva in tako naprej. Ampak zaenkrat se še nihče od teh ni pojavil. In zdaj se takole sprašujem, a so me v bistvu odpisali
pa so rekli, zdaj pa pridejo malo mladi in tako naprej, ampak mene ni ravno dobro odpisati. No. Pokažete zobe. Kako pa gledate na čas, ko ste bili v politiki? Jaz si v politiko nikoli nisem želel. To je dejstvo. Jaz sem prvič v politiko šel, ko je Zoran Janković kandidiral za župana Ljubljanskega 2006. V Tivoliju smo sedeli spredaj pred bifejem, jaz, Magnifico. Magnifico je bratranec od moje žene. Pravi, njegova mama in moj tast sta brat in sestra. Sedel je Srečko Katanec, Đuro, tale igralec in ne vem, kdo je bil še peti. In potem se pogovarjamo. In nekdo pravi, a veš, da danes se začenja ta kampanja za župana in Janković bo kandidiral, pa spodaj tam v Ljubljanici ima tisti svoj center, kjer bo, a gremo dol pa podpišemo podporo, da mu damo. Pa smo rekli, gremo dol. In smo šli vsi do njega dol. In zdaj tam tista lista se naredi, svetniška. Pravi on, pravi Katanec, nas zdaj tam na 50, 49, 40, ne. Jaz pa pravim, jaz takšen kot sem, ne. Mene pa eno tako, da sem lahko recimo izvoljen in me je dal na 23. mesto. Okay. Morate vedeti, da do takrat je v Ljubljani največ svetnikov, ena svetniška skupina imela 8. Ne? To je bila čista teorija, kje boš ti 23. Kaj se je zgodilo na volitvah? 25 jih je dobil in sem jaz, postal svetnik ljubljanski. Potem so prišle te volitve državnozborske in so se iskali Pozitivna Slovenija, kandidati po celi Sloveniji. Ne? In zadnji dan, to je bil petek, do 24. ure, ko so se morali prijaviti vsi kandidati, v Mariboru Pozitivna Slovenija ni imela še pravih, imela je nekaj, ampak ne pravih kandidatov. In so začeli mene nagovarjati, naj grem. Jaz sem rekel, ne, ni šans, ne grem, mene to ne zanima, nikakor. Potem so poskušali mojo ženo, profesor ekonomije, poznana, ono, to. Ja rekel, ni šans, jaz upravljam svoj poklic, uživam, v tem ne grem. Jaz sem ob 5:30 popoldne v kabinetu tam pri županu rekel, dajte me na listo v Mariboru. Kateri okraj hočeš, kaj ne vem. Sem rekel, nisem imel pojma, kako so okraji razdeljeni. V glavnem, dali so me na listo. In zdaj moram povedati, jaz sem bil v ponedeljek takrat v Mariboru, v hotelu Piramida, je bila tiskovna konferenca. Na tiskovni konferenci je bil en mlad fant, pa eno mlado dekle z eno majčkeno kamero in to je bila tiskovna. Ne. Jaz sem bil navajen iz športa tiskovne konference, ker je bilo kamer in novinar in vsega polno. Tam smo nekaj povedali in jaz naslednjih 30 dni, kolikor je trajala ta kampanja, nisem niti enkrat ne bil v Mariboru, nisem dovolil nobenega plakata, nobene letaka, publikacije, nič narediti, ker dejansko sem rekel, jaz grem na listo samo zato, da pač pomagam, ne, z neko prepoznavnostjo. Kaj se je zgodilo? Dobil sem 3600 glasov in bil izvoljen v parlament. Da ne bom predolg. Zgodba je trajala potem 7 let, malo s prekinitvami, zaradi takih in drugačnih razlogov. Bila je ena posebna izkušnja z veliko pozitivnih, pa tudi z ogromno negativnih izkušenj, prav bolečih, moram reči za mene, dokaj takih, ki jih tudi slučajno nisem pričakoval, da se lahko zgodijo. Za en velik uspeh pa smatram kaj, da mi je takoj po koncu te moje politične kariere, recimo temu tako, uspelo doseči to, oziroma tako bom rekel, da sem lahko odvrgel tisti nahrbtnik, ki ti ga naložijo v tistem trenutku, ko postaneš politik, ko greš v politiko in da so me ljudje v nekem zelo kratkem obdobju začeli ponovno prepoznavati samo kot bivšega košarkarja, komentatorja, kot Petra, takega, kot je bil. Tisti del pa bolj ali manj, o njem pa niti ne govorim, niti drugi o njem veliko govorijo. Ste pa si, če se prav spomnim, prizadevali, da za zakon o navijačih je bilo Dobro, to, ne? Kot velik uspeh pa moram reči, da v mojem obdobju, ko sem bil v parlamentu, se je v parlamentu o športu govorilo. Prej se praktično o športu ni govorilo. Razen, ko so poslanci pa vsi ostali politiki šli na kakšne tekme, ker jim je bilo seveda všeč se tam pokazati pa biti tam zraven. Ogromno se je govorilo, vlagali in sprejemali so se tudi zakoni o športu. In tu pa lahko naštejem. Zakon o športu smo takrat sprejeli prenovljen, novega nismo mogli. Jaz sem rekel, da smo sprejeli takega, kot si ga pač lahko privoščimo, glede na finance, ki so na voljo za šport. Sprejeti je bil zakon o navijačih, ki sem ga jaz vložil. Sicer ni bil potrjen na tistem prvem glasovanju, bilo je 34, ampak je bil čez nekaj mesecev v identičen enak zakon tudi sprejet. Potem sem jaz vložil in bil prvo podpisani pri noveli zakona o državljanstvu, s katero smo omogočili, da je Anthony Randolph pridobil zelo hitro državljanstvo in nam izdatno pomagal, da smo bili evropski prvaki. Potem smo sprejeli zakon
o točenju piva in vina. Napačno govori o alkohola, ni dovoljeno žganih pijač na športnih prireditvah, ampak piva in vina, ki smo ga zagovarjali predvsem zaradi teh majhnih klubov, ki dejansko na neki športni prireditvi, na svoji tekmi lahko s tem tudi nekaj dodatno zaslužijo. Tako da ja, govorilo se je o športu, na to pa sem ponosen. No. Super. Življenje vas je sicer postavilo tudi pred... Ne, to bom še najprej vprašala. Če vas še kaj mika politika, sklepam, da ne. Ne. Ne, od tistega trenutka naprej tudi pomislim ne več. Ni nobene možnosti teorije, da bi še kdajkoli se v to vključil, pa nič slabega o mnogih, ki gredo v politiki in so v politiki, ampak jaz sem svoje na tem področju naredil. Konec je s tem. Okay, nazaj k težkim preizkušnjam. Doletela vas je huda bolezen, celična levkemija, nekaj let nazaj, ki pa ste jo premagali. Kako je zdaj za tem? Torej, ja, to je bil en šok tak spet. Pri meni je bilo ogromno šokov vedno v življenju, vedno so se mi stvari tako dogajale. Povsem iznenada je to prišlo, to je bilo v času covida. Jaz sem takrat ogromno hodil, tudi 18 km na dan sem naredil zvečer in to sem malo hujšal in se mi je zdelo super, ne, ker sem aktiven in to. Potem sem pa dal kri zaradi nekaj prehlada in nekaj to in v glavnem tako je nastala panika. Še enkrat takoj v 3 dnevih sem bil na hematologiji, potem so mi punktirali kostni mozeg, ugotovili zelo visoko stopnjo malignosti kostnega mozga in mi nemudoma predlagali tudi kemoterapijo. Če se strinjam, seveda sem rekel, se strinjam. Jaz moram reči, da to je bil veliko večji šok za okolico. Ko sem jaz tisti dan prišel domov in sem ženi povedal, pa hčeri, pa zetu in tako naprej, oni so bili šokirani, moja žena ni spala celo noč. Jaz sem šel pa zvečer spat, pa sem spal do jutra. Ne. Je rekla, a si ti spal celo noč? Sem rekel, ja. Pa kako lahko? Sem rekel, poglej. Vem, kaj je, vem, kako se bom zdravil, vem, kako se bom proti temu boril in vem, da bom na koncu tudi zmagal. Zdaj, da skrajšam, po teh kemoterapijah 6 sem imel še nekaj mesecev zdravljenja z pač zdravili, tabletami in tako naprej. In potem, ko sem imel spet pregled, ko so mi ponovno pregledali kostni mozeg in kri in vse, jaz sem bil praktično čist, kar je bilo skoraj neverjetno. Ne bom rekel, da sem zdaj ozdravljen, ker ta zadeva se lahko ponovi. Lahko se ponovi čez leto, 5, 10 ali pa se nikoli. Jaz računam, da se ne bo nikoli, če pa se bo, bomo pa ponovili postopek. Torej psiha, ne, ta pozitivna naravnanost, to je zelo pomembno. Mislim, da je glava ključni trenutek tu, ključna stvar v teh zadevah. Jaz niti v enem trenutku nisem pomislil, da se to ne bo končalo dobro. Jaz sem ves čas te kemoterapije in zdravljenja bil aktiven. Bom povedal, evo primer, meni je rekla zdravnica, pred kemoterapijo, po 3. terapiji boste morali 5, 7, 10 dni morda v bolnico, je rekla, ker bo padla odpornost, imunski sistem in tako naprej. Sem rekel, pozabite, to se ne bo zgodilo. Je rekla, bomo videli. Po 3. kemoterapiji sem bil pri njej na pregledu, pravi, kako ste? Sem rekel, dobro. Kako se počutite? V redu, rekel, dobro. A res? Sem rekel, da se ne vidi. Ja, kaj pa? Ne, jaz sem takrat shujšal 10 kilogramov na današnjo težo, ne, še kak kilogram manj sem imel takrat, ne, res sem bil, ne, videlo se je, da je... Kot v starih časih. Ja, kot v starih časih, ko sem igral še v Mariboru. Ampak tu se je videlo, da je nekaj narobe, ne. Sem rekel, a veste, da se, po čem je rekel? Sem rekel, ker sem pridobil 3,5, skoraj 4 kilograme. In ona pravi, kako? A vi jeste? A imate apetit? Sem rekel, imam pa nimam, jem pa non-stop. In dejansko jaz sem jedel, jaz sem seveda ob vseh teh zdravilih, ker jaz verjamem v uradno medicino, ampak sem pil še različne zdrave stvari, en sjajen pesin sirup, en tak močen koncentrat, potem sem dobil ene kapljice koncentrat, ene sibirske gobe, ki je menda izjemno zdravilna, tudi malo smole sem da jih dal pod jezik in tako naprej, in vse skupaj se je pač končalo tako, kot se je. Če ne druga, vsaj pomaga psihi, ne, da tako. Kaj pa pravzaprav počnete dan danes? Torej, jaz še vedno vodim svojo košarkarsko šolo. 31 let že obstaja ta šola, letos bomo, oziroma 32, letos bomo imeli 31. poletni košarkarski tabor v Strunjanu. 31 let smo že doli na morju. Z mano vseh teh 31 let je tudi moj glavni trener in vodja šole Aleš Fabijan. Moram omeniti zato, ker on je edini, ki pravzaprav vsa ta leta zdrži ta ritem in vse to, kar to zahteva, da to še vedno funkcionira in teče.
In sva res en tak par, ki to lahko obvladuje. Imamo tudi dnevno treninge v košarkarski šoli, ker poteka tudi med šolskim letom v Ljubljani. Do pred kratkim sem zraven še seveda komentiral, tako da mi je tudi to vzelo določen čas. Poleg tega se pa ogromno ukvarjam s svojima vnukoma. Tu je pa situacija posebna. Jaz imam 2 vnuka, oba sta avtista. Oba sta otroka s posebnimi potrebami. Lušna fanta, Luka bo zdaj v ponedeljek star 18 let že, niti nista več skoraj da otroka, Jakob bo avgusta 16. Luka ne govori, z njimi imamo čisto neverbalno komunikacijo, ampak mi se tako razumemo, tako vemo, da bi se pogovarjali pravzaprav z njim. Jakob govori v nekem omejenem obsegu, oba pa ne bosta nikoli mogla samostojno živeti. Vedno bo moral za njo nekdo skrbeti. In pravzaprav edina prava skrb in briga, ki jo imam in jo imamo mi v naši družini v tem trenutku je, kako poskrbeti, da nekega dne, ko ne bo mene, pa ne bo moje žene, pa potem počasi ne bo nekega dne tudi več Anje pa Vladota, da bosta ona dva imela okoli sebe ljudi, ki bodo seveda še vedno želeli in hoteli in znali skrbeti za njo. Vas je to verjetno kot družino zelo povezalo, ne? Absolutno. Mi smo izjemno močno povezana družina. Jaz mislim, da drugače tudi bi težko preživeli, če se tako izrazim. Jaz sem se z vprašanji otrok s posebnimi potrebami ogromno ukvarjal in se še ukvarjam. Tudi v času, ko sem bil v politiki, moram povedati, tudi takrat veliko. In sem prišel do nekaterih spoznanj in podatkov, da tam tudi okoli 70% ali še več družin gre narazen, kadar pridejo v take situacije, kot je tale naša, še posebej, če gre za 2, ne za enega. Sej vsi specialisti, mi smo Lukca predvsem, pa pozneje tudi Jakoba, pravzaprav vozili po Evropi, po svetu, vse posod, kjer se je dalo, kjer bi lahko morda kako pomagali. Ampak avtizem je taka stvar, kjer se pravzaprav veliko ne da narediti. Lahko pa veliko narediš na tej socializaciji, pa na vsem tem, to smo pa mi ogromno naredili. In če ne bi bili tako povezani, seveda bi predvsem moja hčera in zet seveda imela ogromno težav. Ne vem, kako bi pravzaprav preživela. In mi živimo skupaj, mi skrbimo za ta 2, zdaj, ko sta že večja, vikendi, prosti dnevi, počitnice in vse naprej, sta ona 2 vedno doma. Ker ona 2 sta zdaj že nekaj let v Dragi pri Igu, to je center za usposabljanje, Dolfke Boštjančič. Tam imajo zelo dobre pogoje. Moram reči, da mogoče celo v Sloveniji najboljše, ona 2 sta od ponedeljka do petka tam, potem pa so vsi prosti dnevi, vikendi, počitnice in tako naprej sta pa z nami. Mi 2 z ženo nisva bila že, jaz bi rekel 15-16 let, mogoče so bila 3-krat za 7 dni sama nekje na dopustu pa na morju, drugače imamo vedno enega, imata Anja pa Vlado, enega imava mi 2, ampak spoznaš, da je tudi tako življenje lahko lepo, da je tudi s temi otroci življenje lahko izjemno lepo. Oni so drugačni, oni živijo v nekem svojem svetu. Jaz včasih pravim, da so pravzaprav mogoče celo srečni, da ne vidijo vsega tega, kar se okoli nas dogaja, pa kaj se bo šele dogajalo v prihodnosti. In meni recimo osebno sem prišel že pred leti nazaj do enega spoznanja, da mi je to, da grem z Lukcem recimo ob Kolpi v Beli krajini na sprehod 1,5 ure hodiva ob vodi, prideva nazaj do avta, pa bi Luka, ki ne govori, pokaže takole, da ne, pa jaz pravim, kaj, a greva še enkrat? Pa greva še enkrat 1 uro, pa prideva nazaj in da me to čisto zadovolji, da sem jaz čisto zadovoljen in na nek način tudi srečen. Košarko ste ima lahko kakorkoli približali, lahko kaj zaigrate, ne vem, ali je to... Problem seveda je v tem, Luka je bil, ko je bil manjši, je bil z mano na treningih košarkarske šole. Je bil 4-5 let je bil zraven, potem njega to ni več, ta košarka ga ni več zanimala. Jakob na drugi strani je pa s košarko obseden. Ampak problem Jakoba je, da on kot avtist ne dojame tega sistema treninga, igre in vsega tega. In on je zraven na treningih, on ima žogo. Mi imamo žoge v stanovanju, jaz imam zdaj 2 žoge v avtu, ko sem prišel v Maribor za sedežem. Ker žoga je... Mi 2 z Jakobom sva ob vikendih, sobote, nedelje, sva tudi na 3 tekmah včasih. Njemu je največji užitek iti na tekmo. Pa je to lahko Olimpija, mi 2 greva
Novo Mesto, greva v Koper, greva v Šentjur, greva v Šenčur. V Maribor skoraj da ne pridemo, ker ni pravih tekem, da bi prišla. Upam, da bi tudi tu. Tako da ona dva preživljata del počitnic tudi v našem taboru, kjer sta med, da rečem tako, normalnimi otroci. To je pa sploh nekaj zelo dobrega za njiju in seveda tudi za mene, no? Ker tam se pa res dobro počutita, ne? In dejansko ne igrata, ne trenirata, ampak preživljata pa čas seveda za temi ostalimi otroci, ki so tam. Vi še kaj vržete na koš? Jaz še vržem na treningih, ker sem vsak dan skoraj na treningih. V glavnem mečem proste mete. Igram ne košarke več, zato ker imam 2 umetna kolka, oba sem zamenjal, ampak jaz tečem, smučam, vse delam, edino košarke ne igram, ker je prenevarna. Ker glava bi hotela, telo ne bi hotelo več in se prepričam, da bi se polomil, ampak če se enkrat polomiš po taki operaciji, potem to ni ravno najbolj zdravo. Zadenem še vedno, v prostih metih mislim, da težko kdo premaga. No, evo, zdaj, da ne bo kdo rekel, da se hvalim preveč, ampak 2-krat sem v teh zadnjih letih od 100 zadev 100 prostih metov na treningu. Ne. Wow. Naj z tako dobro statistiko tudi se stopiva z Ringelspiela. Hvala, da ste bili moj gost. Poslušalci pa se lahko naročite na naš podcast Ringelspiel in berite Večer in nasvidenje do prihodnjič.